Dober dan in lepo pozdravljeni v delovem podcastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, kolegico Barbara Eržen, pa smo v studio tokrat povabili Matjaža Hana, gospodarskega ministra, nekdanjega dolgoletnega vodjo poslanske skupine SD, nekdanjega župana občine Radeče in soustanovitelja zasebne družbe International. Lep dober dan. Najlepša hvala, da ste prišli. Začnimo najprej z naravno katastrofo, ki je prizadela velik del, dobršen del Slovenije. Ta je sej v prvih javnomnenjskih raziskavah prinesla višjo podporo vladi. Državi so, kot kaže, odziv vlade na ujmo ocenili kot uspešen. Ste se na vladi ali pa mogoče v stranki pogovarjali, kako pravzaprav zdaj to nadaljevati, kako obdržati to podporo? Jaz se bom danes skušal biti zelo iskren z vama in ne dati sam politični odgovor, ampak tisto, kar resno mislim. Zdaj, jasno je, da vsak politik, vsaka politična stranka želi izkoristiti takšno drugačno priložnost za pridobivanje neke popularnosti, vendar jaz mislim, da kar se mene tiče v tej katastrofi, ki jo v zgodovini Slovenije novejše ni bilo, mislim, da ne rabimo noben političnih točk si nabirati, pa tudi, če je na nek način zaradi relativno po moje dobrega ukrepanja vladi na nek način se dvignila popularnost ali pa vemo, da ta popularnost lahko v trenutku pade, ko bomo naredili kakšno napako pri naslednjih ukrepih, ki jih bo vlada sprejela. Ker, veste, jaz mislim, da bo pri ljudeh je zdaj ta solidarnost, to je bilo zdaj na nekem višku. Zdaj, ko bo na nek način to splahnilo, ko bo ljudje prišli v hiše, kjer so same stene ali pa eni pride sploh na zemljo, kjer sploh ni več ni hiš, ne bodo mogli iti v podjetja, bom rekel, nastopila psihična kriza pri ljudeh in takrat bojo čakali, kaj bo vlada naredila, in če ne bo naredila hitro, in potem bo ta popularnost padla, bom rekel, v trenutku. Tako da treba biti zdaj iskren, treba biti zelo hiter, solidaren in res probati nazaj državo pripeljati v neke tirnice. Usklajen tudi v komunikaciji. Absolutno. In verjetno bo treba paziti tudi na to, da ne boste preveč obljubljali. Jaz se tega držim. Moram povedati, da seveda tudi mi smo ljudje. Jaz sem bil na terenih in ko vidiš te zgodbe in posameznikov, fizičnih oseb, podjetnikov, ki v bistvu so čez noč izgubili vse, ki so mogoče v kakšnem trenutku celo obupali in so rekli, ne grem se več, pa mogoče kak objem, kak dober nasvet ali pa kaj bo država naredila, mu spodbuditi, da gremo naprej. Tako da, ja, se strinjam, manj obljubiti in hitro realizirati prve ukrepe, potem pa videti, kaj je v nadaljevanju. Imate že recimo kakšen odziv, na nekaterih področjih so bile nekatere tovarne oziroma proizvodni prostori zelo poškodovani. Recimo eden od takih primerov je BSH, se opravičujem. Ali drži informacija, da v Bošu, ki je lastnik, razmišljajo, da bi se umaknili zaradi rizičnosti Jaz sem območja? kar nekaj teh velikih tovarn obiskal na Koroškem, Savinjskem, naslednji teden bom šel še ta srednji del, se pravi Kamnik, Mengeš. Jaz zdaj govorim to, kar sem slišal od direktorja gospoda Gorjupa. Tako lastniki in vodstvo nemške Boša so takoj prišli tisti trenutek v Slovenijo. Celo slišim, da je sam direktor čisto pomagal, bil navdušen. Slovenski ali nemški? Nemški. Bil navdušen nad, bom rekel, organizacijo, tako firme, same zaposlenih, poslovodstva, kot tudi vseh prostovoljcev, gasilcev. Je rekel, da to celo v Nemčiji ne morejo toliko gasilcev spraviti na en kup na takšen način in da bodo dali vso podporo, da bo to podjetje ostalo v Sloveniji in še več, da bo še naprej, bom rekel, en glavnih motorjev. Vsa območja niso bila enako prizadeta. Ali na vladi razmišljate tudi o kakšnih bolj specialnih zakonih za posamezna področja, območja? Glejte, vsej ta moment veliko idej prihaja. Zadnjič, ko sem bil na Koroškem, so rekli, da je bil poseben zakon za Koroško in tako naprej. Zdaj, mi se seveda fokusiramo na to, da čim prej obnovimo ali pa spravimo v neke okvirje
ta najhujši del, ki je bil poplavljen na Koroškem, Savinjskem in tako naprej. Zaenkrat se fokusiramo v to smer. Če bo pa seveda potrebno v nadaljevanju, da bomo lažje kakšne procese speljali, pa tudi to možno, zdaj bi kak zakon reči, koliko smo imeli zakon za Pomurje, verjetno včasih. Ampak to je zdaj ideja, ko se midva za mizo pogovarjamo, ta ideja še ni prišla. Tako kot sem včeraj slišal, ko je gospod Vrtovec rekel, da bi naredili posebno firmo, kot dva TDK. Jaz lahko na prvo žogo mu odgovorim, če sem to televizijo gledal, mi že imamo eno firmo v Sloveniji, več takšnih. Ena je Infra, ki gradi hidroelektrarne na spodnji Savi, kjer ima, bom rekel, in znanje za odkupi zemljišč, za umeščanje v prostor. In ta moment ne dela nobene hidroelektrarne, zato ker imamo prostorske težave oziroma umeščanja. In bi lahko ta firma, ki že je, naprimer, tudi take stvari delala. Tako da mogoče te pogovori izkristalizirajo potem neko res pravo odločitev. Rekli ste, da ni čas za nabiranje političnih točk, pa to drži. Recimo s pomočjo ujme se vsi politiki tega držijo, po vašem mnenju? Se tudi v vladi vsi držite tega? Tako, da ne bomo seveda, da ne bi slučajno rekli, zdaj Janša je šel čistiti, Golob pa ni populističen. Jaz bom zdaj zelo iskreno povedal. Ta moment, predvsem ljudje, ki po moje niti niso šli čistiti, ali pa gledajo od doma, ocenjujejo zdaj politike. Ampak jaz sem navajen, glede na to, da sem 20 let v tej politiki, karkoli bi naredil verjetno za en del prebivalstva, ne bi bilo redu. Tako da jaz pozdravljam, da je rečemo šel Janez Janša pa ekipa čistiti. In sem celo prebral nekje, da je rekel, da je celo on na nek način izjavil, da ja, on je ta moment, ker ni v funkciji, sem rekel, je prejel za lopato. Zato, da rešuje. Tako, vlada je pa tista, ki pač mora sprejemati zakone. In vsaj jaz se bom držal, jaz iz tega te tragedije ne bi delal velikih političnih zgodb in ocenjeval, kjer ima bolj umazane škorne, kjer jih ima manj umazane škorne. Vem, da ta moment nimamo privilegija, da bi se kregali. Moram pa reči, da me je, zdaj pa iskreno govorim, Robert Golob, ko sprejemamo odločitve na vladi, je pokazal, da je bil gospodarstvenik. Da včasih ker uradniki imajo, pa ta pomislek, pa on pomislek, hitro preseka, gremo v to smer, tako da tukaj mislim, da je mogoče ta njegov značaj bo prišel zelo dobro. Pa verjamete, da ne bo sanacija ujme postala politično orodje, zdaj smo vsi še polni čustev? Ne, to pa vem, da bo slejko prej bo to postalo, ker tudi včeraj sem povedal, nekateri bo zdaj citirali, če bomo mi dali 10%, nekaj pomoči, bo rekli, da dajmo 20% in tako naprej. To smo tudi mi v opoziciji delali, to ni nič kaj novega, ampak ta ujma bo na koncu seveda odločilno, če mene vprašate, prispevala k tem, ali se bo tukaj vlada znašla, ali se pa ne bo znašla. Rekli ste, da se je tukaj pokazalo, da je Robert Golob delal v gospodarstvu. Še vedno pa se zdi, da so njegove besede večkrat prehitre, oziroma da ste v vladi kdaj neusklajeni. Že nekajkrat se je tudi vam zgodilo, da ste recimo šli na pogovore s predstavnikom gospodarstva, jim nekaj obljubili, pa se je na koncu izkazalo, da je vlada na koncu sprejela nekaj drugega. Ja, res je. Tudi meni se je že velikokrat naredil, da pač se mi dogovorimo z delom gospodarstva, kakšen ukrep bi bil dober, pa ne govorim za to ujmo, že kaj drugega. Pri energetiki se naprimer tudi to zgodilo. Pa enostavno potem, kljub predlogu, ki pač pride na vlada pač ne sprejme, ali bom rekel iz finančnih vzvodov ali pa kakorkoli. To je na nek način tudi razumljivo, Vseeno signali niso dobri. Niso, se strinjam. Tudi včeraj je bila, bom rekel, ko sem šel danes gledati izjavo mojo, sem rekel, da bomo 100% plačali za en mesečni delam. Je rekel mesec 80, Ampak, veste,
naš cilj je, da smo se včeraj dogovorili na vladu, da ta mesec dni, ko so ljudje čistili, niso ustvarjali neke nove dodane vrednosti in tako naprej, bo država pokrila na nek način plače. Se pravi, to zdaj drži, ker včeraj smo bili zbegani, ne? Ja, Vi mislim, ste rekli nekaj, tudi če bi, Mesec je rekel nekaj drugega. tudi če bi bilo 80% plače, bi država povrnila 100%. Zdaj, ta moment, odkar ko sem šel iz ministrstva, se usklajujejo na ministrstvo za delo, da bomo potem z amandmaji in s členi ta zakon potem v torek in četrtek sprejemali. Koliko bo ujma sploh vplivala, oziroma sanacija ujme vplivala na proračun ministrstva vašega? Boste zamenjali popolnoma prioritete? Glejte, zdaj jaz bom tako rekel, to sem tudi že enkrat na vladi rekel in to je nasploh moje razmišljanje. Ne? Ujma je katastrofa, mi moramo seveda nekatere stvari urediti, ljudje morajo imeti nazaj svoje domove, ampak nič ne luca, če bomo domove zgradili, če ne bomo imeli perspektive in služb, ne, in istočasno, če ne bo infrastrukture zgrajena. Tako da to je treba na nek način, po moje, postopoma delati z roko v roki. Ampak drug del Slovenije je pa, na primer, bom rekel zdaj tako, zdrav, normalno dela in mi ne smemo zdaj pa ta del čisto zanemariti, tako da mi fokusa na našem ministrstvu ne bomo spremenili. Nasprotno, mi smo v tem času izdali kar nekaj sklepov za turistično infrastrukturo za občine, športno infrastrukturo, res da smo poklicali celo v Črno, ki je dobila neka sredstva za športno infrastrukturo in je Dejan Židan poklical županjo in rekel, da ne bo imela občutek, da se hecamo, da je dobila sklep in da bomo, glede na to, da bi mogli biti do konca leta to rešen, bomo podaljšali, da bo lahko, ko bo priložnost, vendarle tisto športno infrastrukturo na nek način obnovila. Hočem povedati, da moramo, kar se tega tiče, tudi drug del Slovenije, kar se tiče našega resorja, normalno peljati naprej. Bo pa seveda kakšna prioriteta spremenjena zaenkrat, s sprejetim rebalansom, ki je bil prejšnji 14 dni nazaj, smo povečali samo tako imenovano proračunsko rezervo. Verjetno bo vseeno treba poiskati tudi neke dodatne proračunske rezerve. V SD ste bili recimo naklonjeni obdavčitvi dobičkov bank, pa tega do zdaj še niste ali pa niste predlagali. Razmišljate tudi o tem? Oziroma, ali boste v stranki to predlagali? Jaz sem ta moment gospodarski minister, zdaj bo se mogoče čudno zvenelo, ampak jaz sem zadovoljen, če podjetja delajo dobičke, ne. Res je, da so banke v nekem specifičnem položaju. Kakor spremljam banke, so se v zadnjem obdobju relativno humanitarno dobro odnesli, tudi gospod Brodnjak je relativno v prvi fazi nekatere poteze prav sprejel. Je pa ključno, da zdaj banke komercialne pomagajo pri tem, da bomo naredili moratorij tako za fizične osebe kot za pravne osebe, da bomo potrošniške kredite naredili moratorij in da probamo najti na nek način ugoden denar, zato ker ljudje se bodo mogli dodatno zadolževati, če bojo hoteli, vsaj nekateri, če bojo hoteli obnoviti tudi svoje hiše. Kljub pomoči države in tako naprej. Gospod Brodnjak je na nacionalni televiziji v oddaji Odmeve rekel, da bo tukaj pač nastopila pri fizičnih osebah socialna država, ker banke pač ne morejo odpisati kreditov. Zdaj, če je nekdo socialno šibek, bo dobil moratorij za ta kredit, ki ga ima, verjetno si ne bo mogel privoščiti novega, za potrošniškega, za nov pralni stroj ali karkoli. Lahko se zgodi, da bo kar nekaj osebnih stečajev, jaz ne vem, tragedij osebnih. Kako boste to reševali? Ste seveda gospodarski minister, ampak ste tudi socialdemokrat. Seveda, saj zato pa tudi včeraj, ko smo se pogovarjali na vladi, mi bomo šli z relativno dosti denarja, zato da bomo ljudem, ki so utrpeli škodo, pač pomagali. Luka Mesec je predlagal 7-kratnik socialne pomoči, tako da bi lahko družina 4-članska dobila cirka 13,000 evrov. To smo na hitro računali. Tako da mi bomo probali, kar se bo le vendarle dali te socialne zgodbe na nek način urediti, pomagati. Eno je država, drugo so, bom rekel, dobri ljudje, humanitarna društva. Da bo pa isto, kot je bilo, bi bilo pa zelo neodgovorno,
ta moment reči, da bojo vsi isto imeli, kot je bilo verjetno pred ujmo, tega verjetno ni. Bomo pa poskrbeli, da noben ne bo, bom rekel, na nek način preveč trpel. Lahko sem še nekaj, Izvolite. se opravičujem, Barbara. Premier Golob je, mislim, da tudi na nacionalni televiziji dejal, da pričakuje solidarnost, ne samo od bank, ni eksplicitno govoril o bankah, rekel je, da pričakuje solidarnost uspešnih podjetij Da. na tak ali drugačen način. Tudi In jaz, da pričakuje, da bo ta solidarnost velika. Zdaj, nekateri so razumeli to kot grožnjo uspešnim podjetjem, kolegi v časniku Finance pa so zapisali, da so takšne izjave pravzaprav politična norost. Kaj so to? Enormni dobički? Kaj je to? Velika solidarnost? Kdo bo to odločil? Velika, majhna solidarnost? In da v bistvu so dobili vtis, da je imeti dobiček zdaj nekaj slabega. vse jaz pri tem odgovoru bi zdaj bil, ne, pri tem odgovoru Čakaj bi... samo to, da pojasnim. Ne. Zanima me, v bistvu se sploh razpravljali o vladi, kaj to pomeni. A ne? Ne še. Smo se pa, rečemo, predsednik Golob je dal idejo in smo jo seveda vsi podprli, saj v neki možni skupini, mi bomo imeli zdaj tudi BSF, ne, ki je Bled strateški forum, kjer bo cel forum na nek način namenjen tudi humanitarnosti. Ne. In tam bomo probali tudi spodbuditi vsa naša uspešna podjetja, da mogoče v teh časih vendarle stopijo, pomagajo, da v ta solidarnostni sklad, ki ga bomo tudi z tem zakonom ustanovili in ga najprej nafilali s temi 300 milijoni, potem pa z vsemi drugimi možnimi sredstvi ga na nek način polnili, ki bi bil potem ta sklad, tisti sklad, kjer bi lahko, bom rekel, obnavljali našo domovino. Tako da jaz se bom zadržal teh izjav, ker verjamem, da kar nekaj podjetij se je pa že izkazalo v tem, v tej ujmi, bom sam dva bom naštel, ne, DVSoft, ko sem hodil po terenu, sem videl gospoda Kneza, Blatnega do tule gor, je pomagal, ne vem, v KLS-u pa potem še kje v BSH-ju, pa ne vem, kje še v drugih firmah, s svojimi ljudmi je prišel pomagati. Krka je ljudi iz kolektivnega poslala svoje, bom rekel, inženirje, da so šli v firme. Tako da podjetniki gospodarstvo se med sabo relativno dobro na nek način se pomaga. Je pa res, ne, da imamo pa tudi, kot imamo pri fizičnih osebih, imamo tudi pri podjetnikih ljudi, ki gledajo samo okoli svoje tovarne in jih ne zanima. Zdaj, tukaj pa upam, da jih ne bo treba prisiliti, da bojo pomagali. Prisiliti na kakšen način? Ja, tudi s kakšnim zakonom, ne vem, da se mogoče. Ne, se tudi pri zakonih, ki bomo vzemi sprejemali, bojo vendarle, da se nam ne bo dogajalo, kot se nam dogajalo že v preteklosti, da če dobiš od države denar, ne, potem si dobička pač naslednjo leto ne moreš izplačati, pa verjetno si ga tudi ne bojo, ker če je takšna poškodba tovarne, potem verjetno tudi dobičkov ne bo. Veliko smo do zdaj govorili o podjetništvu, če hočete tudi o kapitalizmu. Pred poletjem je vodja poslanske skupine Jani Prednik Zdaj smo pa tukaj, dobro. Razburil z oceno komentarjev o tem, da stranka nima ne vonja, barve in okusa, pa tudi o tem, da je zdaj v bistvu čas za preboj socialne demokracije, da je zdaj pravzaprav idealen čas, ker ste edina dobra organizirana politična sila na slovenskem političnem parketu, ki bi se de facto lahko zoperstavila podivjanemu kapitalizmu, ki triumfira zapakiran v osrednji neoliberalizem. Bi se strinjali s to oceno? Mislim, seveda je ta izjava na nek način razburila malo, bom rekel, posameznike v naši stranki. Zdaj, vsi mi, ki smo na nekim vodilnih funkcionarji, ki smo zaradi stranke prišli do nekih funkcij, smo seveda odgovorni za to, kako ta stranka stoji. Bodi si, ne vem, predsednica stranke, ki je ministrica, jaz kot minister, poslanci, vodja poslanske skupine, tudi župan in tako naprej. Če nosimo to blagovno znamko, potem moramo to blagovno znamko na nek način dvigovati. Mi v Sloveniji imamo težave, da sicer samo za enim obdobjem, ko smo zmagali leta 2008, ne, je bila ta stranka, bom rekel, približno na teh 10-12%.
kljub vsej dobri organiziranosti in izmeren ta liberalen del, sredinski del, pač potem z novimi obrazi nas na nek način premagal. V glavnem, v Sloveniji še zmeram, po moje, se ljudje odločajo ko grejo, bom rekel, tisti dan na volišča o posamezniku, kdo vodi stranko, ne pa v sami stranki, pa v vrednotah, pa celo ne v programih. Kaj to pomeni, da stranka ni imela dobrih voditeljev? Mislim, prepričljivih, če hočete. Seveda, glede to sem verjetno že daljši čas, jaz ne morem reči nič slabega, ne o gospe Tanji Fajon, ne o gospodu Židanu, pa gospodu Lukšiču, pa Pahorju in tako naprej, s temi sem delal. Tako da na te zadeve enostavno tudi mi nimamo odgovora. Mi imamo večkrat odgovor na vsebinskih zadevah in na vsebinskih zadevih smo mi v redu, usklajujemo zadeve, vemo, kam je treba Slovenijo peljati. Mogoče nam samo ta bom rekel, prvi človek zmanjka, da bi ljudi potem. Se vam pa večkrat očita, da program že znate napisati, ga pa potem v praksi ne izvajate. Da, res je, mi smo specialisti za pisati programe. Ne. Mogoče pa smo ravno v tej vladi mogoče dokazali ministri vsi trije, oziroma 4, da pa smo na nek način operativni ministri. O čem boste potem razpravljali o klauzuri stranke? Rekli ste... Se veste, ja. Ena tema bo seveda ta, ker tudi zdaj vidimo. Vonj, barvo in okus? Ja, mislim. Jaz s tem nimam težave z ne vonjem, ne barvo, ne okusom. Jaz mislim, da mora tudi v politiki biti iskreno. Da tudi, če narediš kakšno napako, jo priznaš, da tudi svoje slabe odločitve na nek način priznaš, da si jih naredil. Tako da verjetno se bomo pogovarjali seveda o položaju stranke, kjer se pač vsak pogovarjal, ampak po mojem bo zdaj glavni fokus tudi na reševanje, kako obnoviti in to našo lepo Slovenijo. Pa verjetno tudi na evropske volitve prihodnje leto. Tukaj se zdi, da boste imeli zanimiv boj. Imate osebno favorita, kdo bi moral biti nosilec? Ne? Mislim, naše zadnje volitve, ko bom rekel, smo naredili relativno dober rezultat, mislim, da je bilo 18%, če se ne motim, tako da smo imeli 2 poslanca. Zdaj, če bomo na takšen način peljali kampanjo, kot smo pred 5 leti, potem bi lahko rezultat bil dober. Se pa spomnite volitev pred 5 leti, gospodu Šarcu, takrat še LMŠ je kar naenkrat kazali celo 4 poslance, da bi lahko dobil, pa je potem dobil slabši rezultat kot Socialni demokrati, pa še zmeraj 2 poslanca. Tako da mi bomo v naslednjih tednih, mesecih zelo hitro mogli sestaviti kompletno ekipo, jo predstaviti in potem iti na teren. Tako da, če mene vprašate, po funkciji ima podpredsednik seveda prednost. Se pravi, Matjaž Nemec ne bi bil nosilec. Ne moremo mimo vprašanja, v nekem trenutku se je zdelo, da bo Tanja Fajon zagotovo kmalu odšla z mesta predsednice stranke. Govorilo se je o tem, da se razmišlja v stranki o nekakšnem kolektivnem vodstvu. Govorilo se je pa tudi o tem, da bi vas vodenje zanimalo vas osebno. Glede na to, da ste najbolj priljubljen, najbolje ocenjen politik SD na tej naši lestvici najbolje ocenjenih politikov, vas moramo seveda vprašati, kaj zdaj s tem, vas zanima, ali ne? Nisem pričakoval, da me ne boste. Verjamem, se vas ne sprašujemo prvič. Lete, zdaj zelo iskreno. Jaz mislim, da oziroma sem prepričan, da je Tanja Fajon zelo dobra oziroma odlična ministra za zunanje zadeve. Jaz sem imel priložnost biti parkrat z njo v tujini. Jaz vas nisem tega vprašala. Ne, se bom izpela. Ministrica za zunanje zadeve. Ampak, tako da, jaz sem sicer zmeram res bolj naklonjen tem,
da predsednik dobi mandat na kongresu, da ima res neko politično moč, ker mi smo to že dvakrat naredili. Ne? Iz Lukšiča, ko je bil predsednik dr. Lukšič, smo šli na Židana in zdaj bom rekel, na ta bolj fini način, brez kongresa in ni dal rezultate. Tako da jaz mislim, da je potrebno narediti kongres, da dobi posameznik, ko bo, kjerkoli nas bi kdaj vodil, na kjerkoli bi da dobiti res to podporo članstvu. Se pravi, da ne izključujete, da boste kaj na naslednjem kongresu kandidirali? Ne, tega sploh nisem. Jaz v življenju nisem v stranki kandidiral za nobeno funkcijo. Ker jaz poznam, kako v vseh strankah na nek način prideš do neke funkcije, ne? Veliko je pogovorov, dogovorov, mi damo tebi glas, mi bomo dali tebi glas. Jaz sem bil zmeraj bolj kot ne, na nek način individualno sem šel, bom rekel, po tej lestvici. Kot politik bom pa rekel, da nikdar ne izključujem, da bom na kongresu kdaj kandidiral za kakšno funkcijo, ne vem pa za katero. Več ljudi v stranki ima sicer mnenje, da bi bilo vaša kandidatura lahko tudi mogoče nevarna. Absolutno. V smislu... Tudi jaz mislim. Zakaj je nevarna? No? Zdaj pa da vidimo. Glejte. Več vprašaj. Jaz nisem... Da vidimo, kaj bo rekel. Ne. To, da sem ta moment jaz relativno na lestvicah visok, je razlog prvi, ki pa ni to politični odgovor, neizmerno vrhunsko ekipo na Ministrstvu za gospodarstvo. Govorim to politično, se pravi državne sekretarje, kabinet, in pa tudi vam moram povedati strokovno uradniško ekipo, ki se je, bom rekel, skozi COVID, skozi energetsko krizo, skozi vse krize, ki so bile v Sloveniji in je gospodarstvo fejst prizadelo, bom rekel, ima nenormalno znanje in znajo odreagirati zelo hitro. Pridite nazaj. Se bom prišel. In hočem povedati, zato sem na nek način ta moment na lestvicah dober, ker relativno dobro delamo. Ne? Verjetno, seveda, naša stranka je bila zmeraj poznana in je, da so nas intelektualci podpirani in tako naprej. Ne. Mene seveda ne smatrajo za ta del, tudi nima nobenega razloga. Ampak ne, sem videl tudi, kako z Dejanom Židanom so delali. Dejan Židan je bil, ko bo Jagi preveč, se opravičujem za to besedo, preveč ruralen. Ne. Čeprav, ko pa gledam jaz rezultate strankarske, ne, smo pa čedalje bolj močni na ruralnih delih, čedalje bolj uspešni so naši župani in so res dobri župani, ne. In nam pa te velika mesta na nek način so klecla, ne, Ljubljana, Celje, Maribor, v bistvu tukaj imamo težave in tle rabimo neke ljudi, ki bi potegnili stranko. Malo sem ciljala tudi na vaše podjetje, kjer ste rekli, da boste prenesli lastništvo na zaposlene. Pa mislim, da na koncu ste ga na ženo. Pa bom zelo iskreno povedal. Zato, ker enostavno tudi naši v podjetju enostavno ne želijo prevzeti neke odgovornosti in naše podjetje je, tako kot sem že velikokrat rekel, zmeraj pod lupo vseh možnih pregledov in tako naprej. Težko prideš do nekih poslov, kamor se mi tudi ne prijavljamo na noben razpis in seveda ima relativno zelo, zelo malo možnost za nek veliki razvoj. Je pa res, da smo že 30 let, da nismo zamudili, nikdar ne splačam, da imamo plačane vse fakture in tako naprej in da imamo tudi zelo ljudi, ki so že 20-25 let pri nam in kukor zdaj vidim, ne, lahko tudi, da se bomo kdaj prodali firmo, ne vem, jaz bi jo, če bi imel kupca. Oziroma, pa ste zdaj dobili? Ja, ne vem. Je pa res, da kar se mene tiče, mi je ključno, da te ljudje, naši ljudje pridejo na nek način do pokoja in da gre tudi iz naše firme v pokoj. Ker nimam tudi naslednikov, ne. Mislim, imam 2 hčerke, ki se pa ne bodo ukvarjali z podjetništvom. Nekateri, vi ste znani kot spreten politik, nekateri so vam očitali tudi
preveliko sposobnost kšeftarstva, mogoče tudi Barbara ni končala te misli, ne? Nevarno, ker bi bili pripravljeni na kakšne kompromise čez ta blok. Tako. Mislim, zdaj, kšeftarstvo je seveda, se grdo sliši, ne. Ni bilo mišljeno. Ja, razumem, na moji strani. ampak tukaj bom pa jaz absolutno zagovarjal to, kar jaz mislim in kar mislim, da bi v Sloveniji mogli že zdavnaj preseči, ne. Jaz mislim, če se ne bomo pogovarjali, tudi čez bloke, če ne bomo spoštovali tudi ljudi na drugi strani in zagovarjali samo svoj del, potem tej državi ne bo v redu. In zdaj vidimo, kako je ta država razdeljena. Zdaj nas je žal, ta ujma nas je na nek način malo združila, da smo se malo spočili, bom rekel tega. Tako da jaz mislim, da so stranke, s katerimi bi lahko na drugem delu akomod sodeloval. Ko mislite, na primer NSI? Tudi z NSI. Drugače v sodelovanju, ne, je imela Barbara intervju z vašim poslancem z Rimom in me je presenetile, njegove izjave so me presenetile, če bi kdo drugih iz stranke dal, a ne, ker je tudi govoril o sodelovanju. To je ta problem, tudi z Rim prihaja bolj iz ruralnega dela, ne, in v malih občinah moraš na nek način sodelovati in verjetno iz tega naslova, bom rekel, tudi potem lahko izpeljuješ neko politiko, ampak jaz mislim, da je politika, ne, in jaz sem se tudi te politike na tak način naučil, jaz sem se začel politiko učiti pri gospodu Potrču, in sem zmeraj bil zelo ponosen, ko so tudi na drugi strani rekli, da ko si se pogovarjal s Potrčem, tudi z desne strani, in kar si se z pokojnim Potrčem dogovoril, je zadeva držala. In takrat je bila politika imela nek smisel. Zdaj smo se pa za moje pojme preveč zaprli vsak v svoj okvir in smo mostove vse porušili. Tako da jaz rad slišim dober nasvet od Milana Kučana in nimam nobene težave, če bi dobil dober nasvet tudi od Janeza Janše. Dobro, pa če mogoče kaj zaključimo počasi. Jaz bi samo še dve vprašanje bi imela. Ena je, to smo se pogovarjali z Barbaro, da vas bomo vprašali. Pozicija SD-ja v koaliciji, ste ponotranjili v bistvu, da ste nemočni pri kadrovanju? Kaj je recimo s kandidaturo Toneta Ropa za Sitbanko? Kako ne veste? A ne vprašate kolega Boštjančiča nikoli? Mi smo, Ministrstvo za gospodarstvo je predlagalo Toneta Ropa, zato da je bil nadzornik v SID-u, zadeva se ni premaknila iz mrtve točke. Kar se tiče pa kadrovanja, pa moram reči, ponotranjili smo, da pač je način te vlade drugačen, kot je bil v prejšnjih vladah. Zato pa smo se tudi ministri in stranka odločili, da bomo delali bistveno več na vsebini. Zdaj, ali imamo 5 ljudi v nekih upravah ali pa v nekih nadzornih svetih, niti ne bo prinesli določenih točk političnih stranki, ampak bo samo delo pa vsebina, če bomo dobro delali. Je pa prinesel veliko nezadovoljstva. Seveda, lejte, oblast je slast, se to vsi veste, in potem velikokrat prihaja oni iz 3., 4. vrste, ki se verjetno pred volitvami niti niso želeli z nami slikati, pa bi bili potem želeli biti na nekih funkcijah, to je zmeraj tako, ali pa bežijo iz kadrov, ko smo bili mi zraven. Tako da, in sem celo jaz zdaj zadovoljen, ker če pa kdaj nam pa ta moment ne morejo noben očitati, da smo v tej vladi zaradi kadrovskih apetitov. Mene je recimo presenetilo, ko sem videla, nekateri so se hoteli slikati pred volitvami, na to sem se zdaj spomnila, kaj ste rekli, recimo gospod Olaj, ki je bil tudi kandidat stranke za piranskega župana, se je zdaj slikal z Anžetom Logarjem, pa tudi gospod Pikalo, nekdanji podpredsednik stranke, ne, mislim, dosti nenavadno, ali kako je to? Je to normalno? Mislim, ali je to gremo čez pol na desno? Mislim, vsak posameznik naredi tisto, kar želi. Jaz sem pri sebi že zdavnaj odločen, da vedno ne bomo funkcije, vedno ne bomo v politiki, in ko ne bomo v politiki in ko ne bomo funkcije, ne bom pametoval za nazaj, ker zdaj imam možnost kaj spremeniti, ne, pa sem lahko samo pameten. To je ena stvar. In druga, karte se meša, enkrat si ti, drugi si drug, ampak takrat probi pomagati. Če nisi na funkciji, probi
pomagati. Moje načelo je takšno, če ne morem pomagati, tudi ne škodujem. Se pravi, razumete to kot užaljenost? Ne, jaz v gospodu Pokalu pa gospodu Laju niti ne bi upal zdaj ocenjevati, pa kdo si s katerim slika, že ta ocena je, s katerim slika ali ne. Dejstvo pa je, da je gospod Pikalo v tem društvu, ne. To je pa društvo pri gospodu Logarju. Zdaj, kaj bo ta društvo, ne vem, obratila politična stranka, ne vem. Tako da, in ta moment tudi je to manj pomembno. Mogoče samo še zadnje vprašanje. Pred to naravno katastrofo, ki je prizadela Slovenijo, se je špekuliralo, da bo jeseni rekonstrukcija vlade se zgodila. In da ne bi gospod Golob menjal samo svojih ministrov, pač pa tudi pri koalicijskih partnerjih. Ste kaj govorili o tem? Ne, tudi jaz sem slišal tako kot vi po kuloarjih, da... Kateri kuloarji so to? A si slišal, ne vem, tudi novinarji me vprašajo, a si slišal? Novinarji, ja, ministri ste se med sabo Ne, ministri pa pogovarjali? ne, vse tem je pravim. Jaz sem slišal od odzunaj, ne, v predsednica, ki ima dnevne stike z predsednikom vlade na tej politični ravni, pa tudi mi, ni bilo nikdar govora o kakšni rekonstrukciji vlade, ampak če pride, bože moj, pač pride. Šef je tisti, ki se odloča, s katerim lahko dela. Sigurno ne bom šel se razstreliti v državni zbor, če me bo zamenjal. Šef ima vedno prav, tudi če nima. Končamo s to mislijo tokratni podcast. Jaz se vam zahvaljujem v najinem imenu, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala za pozornost, vidimo se čez teden dni.